Gospod Javornik, čestitke za tole visoko prepričljivo zmago, danes je šlo nekako vse po maslu. Hvala. Mogoče je izgledalo lahko, ampak sigurno ni bila tako lahka tekma, kot kaže rezultat. Želeli smo si hitro zadeti, to nam je uspelo. Mislim, da so fantje danes bili zelo konkretni, izkoristili smo vsako priliko, ki smo jo imeli. Jaz moram čestitati fantom, ker so oddelali to, kar smo se dogovorili in v bistvu so želeli to zmago in jo dosegli. Obenem bi zaželel Kašniku, ki ga jutri čaka operacija kolena, veliko sreče v imenu fantov. In mi se v bistvu bomo v miru pripravljali na naslednja 2 obračuna z Gorico. Dobro ste začeli tale spomladanski del z 2 zmagama, nekako premagujete ekipe, ki bi jih nekako morali na papirju vsaj. Sedaj sledi Gorica 2-krat zapored, pokal in prvenstvo, to so tiste morda tudi ključne tekme, zdaj prihajajo v sezoni. Jaz sem že v napovedi povedal, da v bistvu nas zanima oboje, tako prvenstvo kot pokal. In poskušali bomo tako v pokalu priti v finale, kot tudi v prvenstvo čim dlje ostati v bistvu za blizu, da smo za mesta, ki vodijo Evropo. Ampak ostajamo realno na tleh, v bistvu se pripravljamo na vsako tekmo in gremo korak za korakom. Ja, Aljaž, čestitke za tole visoko prepričljivo zmago. Kako ste vi doživeli tole tekmo? Najprej bi se zahvalil za čestitke. Jaz mislim, da je bila tekma dobra, zaslužena, smo zmagali, hitro smo zadeli, izkoristili smo vse naše priložnosti. Lahko bi še bil kak zadetek več, ampak mislim, da smo se v redu pripravili na Triglav, zasluženo smo zmagali, igrali mogoče nismo tako dobro kot pa druge tekme, ampak zaslužena zmaga, čestitke fantom. Bili ste učinkoviti in to je tisto, kar šteje, dosegli ste tudi vi. Prvi zadetek ste takrat nekako poslali predložek ali ste namenoma ciljali na prvo vratnico? Ne. Pogledal sem, Mate mi je iz druge strani prihajal, videl sem, da je golman malce zunaj in sem udaril. Na srečo sem zadel. Čestitke torej za vaš drugi zadetek, sedaj prihajajo tudi še pomembne tekme proti Goričanom, najprej v prvenstvu, pa potem v pokalu, kratka napoved mogoče. Ja, Goričani so dobra ekipa, mi se bomo maksimalno najprej spočili, pa pol pripravili na njih. Upam, 3 trde tekme bojo, tako da upam, da iztržimo čim več v pokalu sploh. Tako da upamo na čim več možnih točk. Le še tole, ob odsotnosti v poškodbi Jeseničnika nekako dobro opravičujete oziroma izkoriščate vlogo, ki vam jo namenja trener Javornik. Verjetno ste zadovoljni. Ja, seveda sem zadovoljen. Najprej bi rad Alešu zaželel čim hitrejši povratek, da se čim prej vrne po poškodbi, po težki poškodbi. Drugače pa za sebe sem vesel, upam, da bo nadaljeval z dobrimi igrami in stremim k boljšim rezultatom. Gospod Brkič, nekako ne morete seveda biti zadovoljni s tem končnim izidom. Kot kaže, vam res ekipa Rudarja nikakor ne želi. Ne leži nam nikakor. 13 let čakamo zmago ali točke. Kaj reči po takemu porazu? Vse smo naredili, da se pripravimo na to tekmo kvalitetno. Ni bilo dovolj. Poznala se definitivno odsotnost kartoniranih in Redžiča, ki je zbolel v zadnji moment. Ni izgovorov, kakor sem pohvalil jih proti Zavrču, tudi tokrat smešno bo izgledalo, te fantje se učijo, rabijo kilometrino in kaj reči po težkem porazu, strniti vrste, to je druga tekma, gremo naprej, probati popraviti tudi doma pred domačo publiko in kaj pameten biti je brez veze, pozna se res še enkrat teh fantov odsotnost. Malo sem, lahko rečem, jezen na fante samo zaradi teh zadetkov iz prekinitve, nekoncentracija in to je to. Rudar tradicija, ne leži nam prvi strel njihovega igralca v gol. Škoda, ampak gremo naprej. So pa te prekinitve tudi se vidi ravno izkušnje, o kateri ste govorili. Ja, Rudar je bil učinkovit, odličen. Oni so ena od višjih ekip v ligi. Danes, če pogledate moje fante, 1,60 m, težko je zraven Kneza stati in dobesedno teh bander, ampak glejte, se je zgodilo pač, da so nekateri fanti zboleli, kartoni. Ni nobena tragedija izgubiti, če se kaj naučimo iz tega poraza. Nič, fantje
pripraviti za naslednjo tekmo in gremo naprej. Ja, verjamem, da v tem trenutku niste najbolj zadovoljni visok poraz, ampak borili ste se vse do konca, vi ste imeli predvsem veliko naloge v obrambi, kako je vse skupaj izgledalo iz vaše perspektive? Ja, po prvi tekmi, ko smo zmagali, danes pač nismo bili po polni postavi. Malo je bilo težje, ampak pač nismo se držali tudi trenerji navodil. Na momente smo igrali dobro, sam pač danes ni šlo. Sedaj vas čakajo pomembne tekme, verjamem, da se boste ozirali bolj proti tistim nasprotnikom, ki so vsaj na papirju premagljivi in verjetno storili prav vse, da ostanete v ligi. Tako je. Ja, imamo mlado ekipo, lahko se vsak premaga. Pač se bomo potrudili, da premagamo Gune in na papirju malo lažje. Pred Gunem boljšem se bomo borili po maksimalni moči, pa bomo videli.